bo Robert Golob po 4 letih na čelu vlade ponovno zavihtel na vrh izvršilne veje oblasti, ali pa bo njegovo gibanje Svoboda pristalo opoziciji. Nocoj v dejstvih preverjamo Golobove izjave. Ker je njegova soproga, poročila sta se lanskega septembra, po poroki kupila 80 kvadratnih metrov veliko stanovanje in za nakup najela več kot 250 000 evrov kredita, za ta kredit pa so potrebni nadpovprečni prihodki, Goloba vprašamo, s čim se preživlja. Ona je bila spletna vplivnica in je tržila produkte in storitve. V preteklosti tega več ne počne, danes se ukvarja z upravljanjem, spravi svetovanjem in upravljanjem spletnih vsebin. To je njen edini vir prihodkov? Ja, pa ni tako majhen. No, sprašujemo ravno zato, ker je oktobra lani po naših informacijah dobila za več kot 250 000 kredita za nakup stanovanja. Za takšen kredit pa moraš imeti nadpovprečno visoke prihodke. Kot sem rekel. Ampak to je njena osebna stvar. Kredit je dobila na Ljubljanski banki. Verjamem, da pod enakimi pogoji, kot ga dobijo vsi ostali. In to je to. Za primerjavo smo izbrali 4 podobno velika sosednja stanovanja, ki so bila kupljena s hipotekarnimi krediti. Tina Gaber Golob je zanj plačala 319 000 evrov, kar je 33 000 evrov manj od ocenjene vrednosti stanovanja. Njen 255 000 evrov visok kredit z obrestno mero 2,4% in ročnostjo 20 let ne izstopa. Torej ga ni dobila ugodneje. Prav tako za stanovanje ni plačala manj kot njeni novi sosedje. Je pa Golobova soproga na naslovu novo kupljenega stanovanja pred kratkim ustanovila novo podjetje, katerega edina lastnica in zastopnica je. Iz akta o ustanovitvi je razvidno, da se podjetje ukvarja tudi z oddajanjem nepremičnin. Izjavo Goloba, da se torej ukvarja zgolj svetovanjem in upravljanjem spletnih vsebin, ne pa tudi z oddajanjem nepremičnin, smo zato označili kot previdno. Golob se je znašel v 2 postopkih pred Komisijo za preprečevanje korupcije, v zadevi Bobnar in v zadevi Karigador. V prvem je KPK že ugotovila kršitev integritete, pa gre res zgolj za 2 SMS sporočila. Te SMS-e je sicer razkril vaš odvetnik Stojan Zdolšek. Zato, ker smo hoteli pokazati, o čem se gre ljudem. Ker je prav, da ljudje ne razmišljajo o kršitvi integritete kar tako, ampak v konkretnem primeru. In v konkretnem primeru jaz povem, sam ne smatram tega kot kršitev integritete. Niti nisem na to mislil, ko sem rekel, da bom odstopil, če pride do kršitve. Golob je prek svojega odvetnika v javnosti objavil kopijo zgolj ene strani in enega odstavka na drugi strani, medtem ko je celotno poročilo KPK dolgo 64 strani. Na protikorupcijski komisiji so večkrat javno povedali, da so ugotovitve širše od tega, kar je javno razkrito. Celotnega poročila ne smejo objaviti, dokler sodišče ne bo potrdilo njihove odločbe. Lahko jo bo seveda tudi razveljavilo. Dejstvo pa je, da v isti zadevi poteka tudi kriminalistično-tožilska preiskava. Specializirano tožilstvo je pred kratkim vložilo zahtevo za sodno preiskavo, neuradno je dajanja daril za nezakonito posredovanje osumljen prav Golob. Če bo sodna preiskava uvedena, to pomeni, da se bo zoper njega uradno začel kazenski postopek. Ker ima v primeru suma kaznivega dejanja vedno prednost kriminalistično-tožilska preiskava, je KPK v tistem delu očitkov, ki jih obravnavajo preiskovalni organi, postopek ustavila. Očitki zoper Roberta Goloba v zadevi Tatjana Bobnar so širši od zgolj 2 SMS sporočil. Ker prav Golob ne želi razkriti celotnega poročila KPK, ampak je objavil zgolj manjši del, njegovo izjavo ob trenutno javno znanih podatkih in predkazenskem postopku označujemo za previdno. Gremo k Šutarjevemu zakonu. Je res prepolovil število kaznivih dejanj in prekrškov? In veste, kako se to pozna v statistiki? Ampak ne gre za statistiko, pa tudi v statistiki. Da je število vseh teh kaznivih dejanj oziroma prekrškov skupaj, ko se jih še šteje, se je prepolovilo v zadnjih par mesecih. Kar pomeni, kraje in ostala kazniva dejanja po prejšnji zakonodaji so se prepolovila. Podatki policije kažejo, da je bilo novembra in decembra lani, torej v zadnjem mesecu pred uveljavitvijo Šutarjevega zakona in v prvem mesecu po njem, na jugovzhodu države obravnavanih 864 kaznivih dejanj. V prvih mesecih letošnjega leta, podatki so do 23. februarja, pa so jih tam obravnavali 645. Gre za zmanjšanje za približno četrtino. Ob tem je pomembno dejstvo, da je Šutarjev zakon nekatera dejanja prekvalificiral iz kaznivih v prekrške. Zato
se v to statistiko ne štejejo več. Takšna sta denimo tatvina majhne vrednosti in poškodovanje tuje stvari z majhno škodo. Na podlagi podatkov, ki so nam jih poslali z policije, se ti prekrški povečujejo in ne zmanjšujejo. Leta 2025 jih je bilo 108, leta 2026 pa že 183, kar pomeni skoraj 70% povečanje. Število kaznivih dejanj je padlo za približno četrtino, ne pa za polovico. Ob tem so nekatera dejanja po Čutarjevem zakonu postala prekrški, katerih število se hkrati povečuje. Golobova izjava je zato napačna. In še zadnja njegova izjava, ki smo jo preverjali. Ali policija prej res ni smela vstopiti v stanovanje, čeprav je vedela za strelno orožje? Vsi se spomnimo pritožb ljudi iz jugovzhodne Slovenije, ki so govorili o streljanju, pogostem streljanju v bližini romskih naselij, danes ga več ni. Zakaj ga ni? Ker pred Čutarjevim zakonom je strelec lahko streljal v zrak, tudi če so policisti našli tulce, niso mogli dobiti konkretne pravice za vstop v stanovanje, če tudi bi lahko vedeli, kje se orožje nahaja. Danes, ko dobijo prijavo in ko imajo utemeljen sum, kje ima strelec skrito orožje, lahko vstopijo ali v stanovanje ali v avtomobil. In da, so že bili uspešni s tem in jaz sem prepričan, da je to eden glavnih razlogov, če ne edini, danes streljanja v zrak v bližini romskih naselij več ni. Vstop v stanovanje brez sodnega naloga je bil mogoč že pred sprejetjem tako imenovanega Čutarjevega zakona. To omogoča ustava v 36. členu in nadalje 218. člen zakona o kazanskem postopku, pa tudi 53. člen zakona o nalogah in pooblastilih policije. Med možnosti za vstop je tudi, če je to potrebno za varnost ljudi in premoženja. In ja, policija je že vstopala tudi prej v stanovanja brez sodne odredbe zaradi nevarnosti uporabe strelnega orožja. O tem obstaja tudi sodna praksa. Zato tudi ta izjava Goloba ne drži. Vse podrobnosti o tem, kakšne obrestne mere za kredite so prejeli sosedje Tine Gaber, najdete v današnjem članku Dejstva na 24ur.com.